Glasba, ki jo želite poslušati. Radio Prlek 88,9. Lepo nedeljsko popoldne, Boštjan sem z vami v oddaji. Radio Aktivno Plus. V prvem delu se glasi Nejša. Na to bo z nami še Gregor Ravnik. Vmes pa tudi neke sveže domače glasbe. Ko se rosa razprši in po soli zadiši. Sestra moja, povedi za klavir. Moja kancona je glas srca. Tu pa je Nejša skladbo Life je tvoj. Pozdravljeni, moje ime je Nejša in vi poslušate oddajo Radio Aktivno Plus. Govorili že ves ta čas in tako to je, a kar so pozabili, povem na glas. In tako to je, brez večne slave kradov iz peska in misli, da si wow. In tako to je, zabav. Life je tvoja zgodba, naj ujame v rime tvoj utrip srca. Life je tvoja pesem, naj talec se razlega, se tja do neba. Life je tvoj in Nejša. Lep pozdrav Nejša v studiu Radio Prlek. Pozdravljeni in lep pozdrav vsem, ki naj jo poslušajo. 2022 leto se je pisalo, ko je išel tvoj zadnji album. Hitro se obrnila ta 3 leta. Ja, joj, nagovor. Sploh takrat, veš, kaj je bila korona 20, kaj je bilo to, 2021, tisto so kar zbrisane leta.
Pol je pa ratela taka gužvica nazaj, ko smo začeli spet videti luč sveta in ko smo spet zalaufali z koncerti, s produkcijo, za vsem, da je pa res tole v trenu oka šlo. In takrat si dvignila jadra in v tem času je veliko vetra v tvojih jadrih. Ja, ta dvigam jadra so bila tudi posneta, glede na to, kakšni so bili te glupi ukrepi. In sem si rekla, takole, da bomo pa mi nekje vsako v svoji luknji snimali svoj inštrument in si pošiljali in pol to lepili skap, kaj ne puzle, tako se pač več ne grem. In zdaj sem malo spremenila svoj mindset in svoj nek modus operandi in sem rekla, veste kaj, mi se bomo dobili, mi bomo to energijo združili v sinergijo in v živo snemali od danes naprej. Si pa album dobro užela single, če tako pogledam, oziroma ko se tako sprehodim po albumu. Ja, mislim, da sem vse dala ven, razen komad solze, pa tudi ta bi lahko šel, ampak je zmanjkalo cajta. Ja, jaz mislim, da koncept plošče, tako kot je bil včasih, ko je bila še kultura poslušanja plošče, a ne, kot bo rekla, kot koncerta, kot nekega celovitega izdelka, da se je malo razbil, a ne, in zdaj tudi nekako, če komada ne spromoviraš kot single, težko ljudje za njega zvejo. Stoka plošča ne dobi tazga fokusa. Mogoče ga dobi na začetku, ko jo predstavljaš, ko govoriš o njej in ko rolaš komade iz plošče znotraj kakšnih oddaj, rubrika, ne, ampak potem pa to mem pade in je ful škoda, če imaš dosti dobrih komadov na plošči, da ne pridejo do ljudi. Sedaj si že z novo skladbo obrnila nov list? Ja, ta nova skladba pa napoveduje še kak tak komad ali pa kar celo ploščo, ampak po mojem nekje v 2026. Praviš pa, nama besede so čist odveč. Ja, res so, odveč sploh, kadar je dobra muzika v igri. Dava, čeprav tudi v muziki je tekst, ampak včasih moramo nehati blebetati, pa dati muziko na glas, pa po gasu, pa nas odpele kamorče. Kot praviš, ne jamrate. Ja, To sem slišal sedaj v večjih intervjujih, ko si napovedovala to skladbo. Ma na živce mi gre tale splošna slovenska promocija pa marketing, ki se dela na osnovi diagnoz pa jamranja pa vsega tega. Ratajo ljudje naenkrat tako full gor vzeti pa nedotakljivi, ne glede na to, kar počnejo. Jaz mislim, da vsi smo borci, vsak bije svojo bitko, vsak ima svoje težave. Lahko so to resne bolezni, so to, ne vem. Že to, kako si gor zrastel, to, kar ti je bilo dano, kva si iz tega naredil. Ampak se mi zdi, da močnejša, ko si duša, več ti bo bremena naloženega. Tako. Breme se nalaga močnim ljudem, tako da so to vse ene preizkušnje in vsakeč, ko greš čez kaj tazga, se mi zdi, da se znaš še bolj ceniti življenje. Ampak, mi smo še vseeno več Slovani. Mi jokcamo. Mi včasih se mi zdi, da sploh ne znamo biti veseli takrat, ko vse štima, ker ne vemo, ko pol sabo. A veš, se mi zdi, da je ena taka splošna vibracija v tem, ja, šiht je nekaj, kar te zmatra, kar te gre tok na da ko me čakaš v petek, da se ga nabiješ in rečeš, no, fak, spet ponedeljka, moram tistega šefa gledati. Se mi zdi, da imamo kar nekako cepljem to, da se treba za neki gnat, da je treba svoj cajt za denar prodajati, da ne obstajajo drugi koncepti, druge oblike življenja, služenja in nekako samo realizacije. Ampak poglej, to so sistemi prejšnjega stoletja, se bojo kmalu propadali. Gremo k glasbi, zavrtiva to aktualno. obudi, čas je za razvate, od jutra do
noči. Pozabi na tiste besede vse, pozabi na skrbi. Morje naju kliče, v glavi se vrti. Čas je za zabave, nordijske luči. Oh yeah. Nama besede so čisto več, kot na zidu je grafit. Želja je bicikl in pticam zemlje fit. Nama besede so čisto več, daj mi ritem, daj mi bas. Riva unesnano, z radijem na glas. Nama besede. Čas je za zabave, nordijske luči. Nama besede so čisto več. Nama besede so čisto več. Nama besede so čisto več. Greva unesnano, zadiše na glas, na glas. Greva unesnano, zadiše na glas. Yeah. Nama besede so čisto več in Nejša z mano. Ti se imaš fino? To, kar si naredim. A veš, da je čist moja sreča, moje počutje odvisno od tega, koliko se za njega potrudim. Nič ni samoumevno. Jaz tudi zjutraj, ko se zbudim, jaz ne rečem, Lavita je bela, jaz rečem, Najprej nič ne vidim, pol ne morem govoriti dolgo, pa se moram nekako telo usidrati, pa se prebuditi, pa se tam knajpam, potušam, pol si naredim pol litra kafeta. Pol božja mačka, pa rečem, ok, zdaj pa lahko. Zdaj sem pa sposobna komunikacije in kontakta s svetom. Tako to hočem reči. Nisem jaz človek, ki bo ob 6 zjutraj na šmarni ali pa kjerkoli, pa se veseli v življenju. Jaz pač rabim dober razlog in dober razlog je takrat, ko mi srce poje, pa za samo srečo pa mislim, da je to a priori mir v duši. Če je mir okoli tebe, bo tudi v tebi, tako da je treba ful se zavedati, da smo mi vsi pač odziv na okolje. Tako. Ampak okolje si pa dostikrat pozabimo, da si ga zbiramo. Tudi če imamo vsa možna sredstva, pa tudi čas, pa vse možne pogoje, da si lahko spremenimo v to svoje okolje, včasih kar ne znamo jeti. No, ker če se tega zavedamo, pol nehamo jamarati. Ker si sami izbiramo, da smo, kjer smo, da delamo to, kar delamo, pod pogoji, na katere smo pristali, tako da ti bod pa deli to, za kar si dal besedo, dobro nared, če ti pa dojadi, ko imaš pa dosti, ko je pa vsega polna kapa, ko gre voda čez pokrov, pol je pa čas za spremembe, ampak včasih smo lih v krču, ker se bojimo, včasih tudi napredka, včasih se bojimo tega, da nam uspe, kako bomo pa pol mi to zahendali, toliko ljudi, pa toliko ene slave, pa toliko enega tenšna, kam bomo to dalo, teh 24 ur, a bomo imeli sploh cajtit za na fuzbol pa na pir, ja, a bomo obremenjeni s tem. In se mi zdi, da ta človeški možgan, a veš, se včasih boji ekspanzije, ker možgani načeloma ne marajo sprememb. Tudi če je to selitev iz garsonjerja v vilo, za možgane je to stres. In ko mi skontamo, da je ta stres nekaj, kar je v bistvu en strahec, zapakiran tudi v nekaj priočenega, ne? In začnemo s tem malo drugače delati. Veš, mi imamo samo 2 prirojena straha. To je strah pred višino, pa strah pred glasnim pokom. In Nejša, ko prideš k sebi, potem se imaš še bolj fino v mali šoli rock'n'rolla? Ja, poglej, včasih ja, včasih ne, odvisen koliko fušajo. Malo se hecam, malo pruvam v lastno skledo. Veš, če bi jih boljš naučila, pa ne. Ampak je tako. Ja, ampak na začetku vseeno malo morajo. Lej, to je tako, kot da sva, ne vem, da si doktor ali pa psiholog. Pač imaš take in onake ljudi, ne? Pridejo z svojimi težavami, eni so bolj talentirani, eni manj, ponavadi ekstremen talent pride z ekstremno nedisciplino v paketu in kontra, včasih pa nekdo, ki je ne pol gluh, pride z hudo samozavestjo, tako da ne vem, kako je to Bog dalo te darove, ampak ni se dobro potrudil, no, res.
Verjetno je kar tako naključno usipal. Ja, se ti pravim, da je prav čuden, no, včasih si rečem res blagor ubogim na umu, kaj ti njihovo nebeško kraljestvo, malo se hecam, no, ampak ta samopodoba, samokritičnost je pri tisti, ki najmanj vejo, kaj delajo, je res ekstremna, no, mogoče bi v psihologiji temu rekli Dunning-Krugerjev sindrom, ampak bolj, kaj se buta bolj suverenna. Ampak point je v tem, ko jaz učim, odpiram človeka, sežem noter v dušo, v rane, včasih travme, mi moramo to prefiltrirati iz minusa, narediti plus, ker glasba mora osvobajati, glasba mora širiti dušo, širiti obzorje, glasba mora priti do ljudi in tam, kjer te najbolj boli, tam so tvoje zakladi, tam se skriva tvoja moč in ko to prekonvertiraš v nekaj umetniškega na koncu izdelka ali pa v en hud tekst ali pa komad ali pa se vseeno tudi sliko, takrat si se tudi na nek način pozdravil. Tako da ta neka, kako ne rečem, da potegneš iz notranjosti navzven, ta pot, ta proces je v bistvu zelo, zelo, zelo zdravilen. Ne gre se samo za šolo, za note, za ritem, intonacijo, interpretacijo, izgovarjavo, ne gre se samo za te parametre, gre se za to, kaj tebi to počne, ker v koncev bi mogla biti to neka lepa reč. Je pa veliko enih učencev, ki jih dobim mogoče iz regularnih državnih glasbenih šol ali pa kakšnih čudnih privatnih, ki so v bistvu zafrustrirani zato, ker se slogovno niso znajdeli, ker program ni bil to prav, ker jim komadi niso bili všeč. A veš, jim pol rata doskrat frustracija, da nekaj delaš zaradi tega, ker so te pač te stari, ki je opisali, pa kar rabiš oceno prines, pa za izpit se naučiti. In rata tisto brezosebno, a ne? Jaz pa lih osebnost iščem edinstvenost, individualnost, sploh pri pevcih in me koncept nekega kurikuluma, ki je narejen za povprečje, me ne zanima. Je pa iz tvoje šole prišlo kar nekaj imen v zadnjem času, ki se že tudi uveljavlja s svojimi single. Ja, se to je point, da delam komponirano glasbo, avtorsko komponirano glasbo na kožo sleherniku, ki je cel čas ustvarjalnega procesa prisoten. Ena tvoja bo naslednja, dava na koncu leta? Deva. Duet, družinski. Družinski. Pozdravčki v Grčijo, kjer je Jernej Celestina, tale moj dragi in krasen pevc, v enem na misiji. Že glas je rumeni, zarja ga zlati in jaz odhajam tja, kjer vedno nasmejan rojeva se nov dan. Začutim tvoj dotik brez podobin starih slik, ki riše jih spomin. Zapelješ me do nedotaknjenih globin in zvonovi pojejo tja v rosno mavrično nebo, ko drzno si priznam, da ti si moj pristan. Saj prehodil sem to pot, utapljal se v vrticih, nemo sem kričal v viharju zmot. Na koncu leta stojiva vjeta, nihče ne ustavi vetra z bregov, nihče ne more utišati volkov. In se nore sanje, misli vpite vanje, izginjajo tam daleč nekje, kjer zlata polja svetijo se, tja grem. Zdaj vem, jameš moj korak, vdihneš isti zrak, zatrepetaš, kada jaz. Zdaj eno sva in zdrsneva v neskončen kaz. In tvoj dotik brez starih slik, ki riše jih spomin. Zapelješ me do nedotaknjenih globin in zvonovi pojejo tja v rosno mavrično nebo, ko drzno si
razbrenkov, nihče ne more utišati volkov. Vince nore sanje, misli ubite vanje, izginjajo tam daleč nekje, tam daleč nekje. Nejša z mano, leto 2025 je tvoje leto. To si mi že omenila takrat v intervjuju, da bo tvoje leto, da so takrat neke okrogle obletnice. Ja, res 20, kaj je zdaj padla. Ne? 2005 je bilo, kaj je bil, september, ko je šel moj prvenec Straight to the Moon, ko smo ga potem preimenovali v Planet za zadet. In ja, če pogledamo zdaj zadnji singel, Nama besede so čisto več, pa Planet za zadet lahko eno tako primerjavo udarva. Mislim, čist tako na easy, ker je v bistvu to povratek k tem funky ritmom, bendovskemu, onmu rough zvoku, igranjem v živo. Tako hotela sem tak vibe narediti, ampak ja, 20, ko bi se spodobili malo proslaviti, ne. Zdaj jaz bom postavila večji koncert v te namene, to bo pa 26. junij, sicer naslednje leto, v Križankah. To bo pa ta gala koncert za Simfoniki RTV. Na veliko torej. Ja, veliko dela me čaka, ampak me veseli. Koliko pa se ti v teh 20 letih glasbeno spremenilo? Ja, zrasla sem. Sicer navznotraj sem še vedno otroška, ne bom rekla otročja, zato mi več ne znese biti, ampak moja esenca ostaja ista, sem pa mečken manj za kompromise. Tako. A veš, na koncu prideš do tega, da je pop glasba en zelo drag hobi, no? Če se drznem tako reči. In ko vidiš, da si taka lokomotivca, ki se včasih tudi utrudi, da vlečejo se te vagončke, pa začneš bolj realno razmišljati. Kaj boš dal, komu boš dal, koga boš poslušal, koga boš pustil zraven, koga ne, ker dobesedno vse, kar počnem, je moja identifikacija, je moja idea, je moja osebna izkaznica, za druge je pa samo projekt. Sedaj potem bolj odločno udariš po mizi. Tako bo in nič drugače. Ja, veš kaj, ljudje ponavadi vemo, česa nočemo. Zelo težko rečemo, to pa to hočemo. Veš, pridejo izkušnje, ki te nekako hočejo pritisniti v kot, da ti vzpostaviš to komunikacijo lastne vrednosti pa samospoštovanja, ne. Prej pa itak misliš, da imaš več šoferjev, ne? Da so vsi ljudje, ki z mano počnejo, da so bolj pametni od mene, oni bolj vejo, kaj bi jaz mogla oziroma kdaj dati ven, pa kako. Ampak pa mi pa rataš cajtoma čisto vseeno. Zdaj tako bom rekla, muziko moraš delati najprej zase, pa iz sebe, pol pa ne pride do tebi podobnih. Če zavibrirajo na tej frekvenci, če pa ne, pa ne. Greva pred zadnji, ta bo visoko in si visoko. If I'm high, ja, večkrat. Visoko nad oblaki, ja, visoko nad oblaki imam tudi komad, by the way. Ampak tale visoko je meni zelo pri srcu, ker ga fajn žge in to je tista rokerca, pride z mene ven brezkompromisna in se obleče v leder in se tam vlač po havbi. V spotu, ampak poglej, vsi te komadi so v bistvu taki mali filmčki, ki se prelovimo v ene take kratke vloge in se mi zdi, da se lahko pač izživimo. Včasih je treba res račune polagati, kakšne medije in rečejo, zdaj so se pa čisto spremenili, kaj pa s tem sporočate? Ja, nič ne sporočam, pa še na komad, kaj? To je tako, kot kjer kostum boš oblekla, če imaš tematski party. Meni je pa lih fajn, da imamo to svobodo glasbeniki, da se lahko hafnamo do te mere, da lahko vsakega dogodka naredimo pasjo procesijo ali pa iz vsakega videospota film po svoje.
Neža, kaj misliš, katere skladbe umetna inteligenca izpostavi kot tvoje najuspešnejše? Ja, v nekem ima največ ogledov, rečemo vrhovi, malo tu, malo tam, ne vem. Ne, tisti za cajta 2.5, sploh mi nismo imeli nobenih YouTube kanalov še. To so ljudi kar random objavljali. Mi smo še na Facebook pisali, gremo v trgovino. Like, who cares, a veš? Čakaj, zdaj. Ne vem, daj mi ti povej. Planet zadet, vrhovi, na koncu leta, nor je ta svet, krila in dvigam jadra. To je pa čist čuden. Mislim, da so to sodobnejše, novejše skladbe. Ne, so kar malo v preseku vseh 20 let, ampak ne bom pa rekla, da so to najbolj klikane glasbe. Zdaj pa ne vem, po kakšnem sistemu on to računa. Mogoče po downloadih ali po ogledih, kaj pa vem, ker nimajo tudi glih vsi ti komadi, nimajo niti videospotov. Zato. Zanimivo. Ja, ta AI je tako, no, lej, se to nas bo prehitel po levi in po desni, kar se tiče bližnica, ne? Ampak mislim pa, da živega človeka v živo in njegovih prstov na inštrumentu in glasu vam potegnega iz drobovja, tega pa ne more nadomestiti. Tako da se čisto nič ne bojim. Vse se mi zdi, da tudi ljudje, predvsem, ne vem, iščemo tisto človeka v človeku, pa tisto pristnost pa iskrenost. Vse vidiš, kaj se dogaja že na sceni, koliko enega drekca prišlo na plano, pa še ga bo, pa kar ne bo tako. Ampak potem človek vseeno mora nek filter spustiti skozi glasbo, pa ločiti zrno od plev. Ja, a veš, ne vem, zakaj me vsi tok proti tej, rečemo, umetni inteligenci. Poglej, itak uporabljamo presete, sample, uporabljamo ritem mašine, uporabljamo plugine, uporabljamo toliko enih avtomatizacij že za čas ustvarjalnega procesa, da so to v bistvu samo zametki tega, ne? Preden ti zdaj ena mašina to se naredi od začetka do konca. Samo point je v tem, naprimer, mene lodaš na samotni otok, mi daš papir, pa svinčnik, pa ti bom napisala celo plato z besedilom in z aranžmajem vred. Ker slišim glasbo v glavi in jo sam prevedem ven iz sebe preko inštrumentov. Če pa ti nimaš svojih idej, pa pač zlagaš Lego kocke. In točno to dela umetna inteligenca. Ona zlaga že obstoječe Lego kocke v nekem random zaporedju, ki mu lahko pa rečemo, da je avtorski. Evo, ker v bistvu v glasbi imaš v osnovi, ne, saj za white people imamo 12 tonov, kakšni Indijci imajo še 4 tone in tako naprej. In kombinacija teh 12 tonov je N, a ne? In koliko lahko iz tega narediš ene različne muzike, je bolj malo. Pa zavisiš od vsega, kako je sproducirana, kakšen je tekst in tako naprej. In vse to skupaj je en generičen shit, če tako pogledava. Ampak je tako, ko ona razmišlja tudi marsikakšen songwriter, producent in vsi, ki se oprijemajo tehnologije, da sploh znajo dati song od sebe. Tako da, če pa ti kot poslušalec bi hotel ločiti med tem, kaj je zdaj to generično zgenerirano ali kar je pa res nek umetnik napisal iz sebe, iz srca, boš pa konec koncev zelo težko ločil v mainstreamu, pa v pop muziki, ki je sestavljena nekako, pač se veš, refren, kitica in brinč, pa gremo še malo višji refren, pa vse skupaj nekje 3-4 minute. Težko boš znotraj te sheme zdaj ločil, tako kot si prej rekel, zrno od plevela, kaj šele jabolko od hruške. Tako da je zajebana situacija je, ker je toliko dobra produkcija, bo rekla umetne inteligence, da kompletno to karakteristiko in sentiment človeka posname. Ampak tisto, kar sem rekla, papir, svinčnik, samotni otok, pa uživo performance, to je tisto, kar bojo ljudje, ki iščejo vrednost, jo bojo prepoznali, če so jo seveda najdli a priori v sebi. Bova o tej temi spregovorila še v kakšnem drugem intervjuju. Preko si menila Lego kocke, ki so tudi povezane z logiko. Berem, da se lotevaš sestavljanja Rubikove kocke. To je bil nek challenge, ker sem mi ga prinesel na vrata, pa sem pa videla v bistvu, da so gor neke črke in sem, se je glavki, gor pa piše uganka. Tako da sem skontala, kaj piše, še preden sem jo sestavila. Mislim pa, da ni glih to moj poligon, no. Znam kakšne inteligenčne teste, veliko hitrejš, pa veliko z večjo preprostostjo rešiti, kakor pa to neka kombinatoriko. Sestaviti celo Rubikovo kocko? Ne vem, če imam tako časa. Nekaj tednov. Neša, 20 let je tu, bo v letošnjem letu verjetno kar nekaj nastopov. Zdaj jih je par. V juniju tale Ormož je super izvenel,
potem pa se malo odpravim na počitnice, pa z avgustom dalje. Še kakšna nova skladba v letošnjem letu? Ja, bom našalfala nekaj za jeseni, pol pa še nekaj spomlad, ampak se veš, tako kot sem prej rekla, nič se ne zaganjam v ploščo, komad po komadu z veliko posvečenosti le temu in procesu nastajanja seveda v živo z glasbeniki v studiu. To mi je point. In tega ti zagotovo ne bo manjkalo. V to ne dvomim. Hvala lepa, nekako delam v svojem tempu in se ne pustim motiti. Zaključila pa bova skladbo Slovo. Ja, bom malo pojokcala za konc. To je ena prelepa balada, meni je res strašen pri srcu. Je pa to čisto nekonvencionalna pesem, kar se tiče, ne vem, da ga daš ven kot single za na radio. Strašansko dolga je, saksofon solo ima. Ampak meni ima res globoko sporočilo in govori o tej lahkotnosti. Kako lahko v življenje gledamo, kot da živimo ali pa da umiramo, ali pa da je kozarc na pol prazen, na pol poln. Govori o perspektivi, za katero se sami odločimo. Tako. Slovo za slovo, Nejša, hvala, da si se oglasila, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. In hvala, Boštjan, za podporo skozi vsa ta leta in Radio Prlek, da nas tako vrtite in da ne delate razlik in da vzamete vse, kar je dobro. Sem in mirna, ne čutim ne bolesti, ne strahu, nič več me ne preganjajo zle misli, drugje sem, a vendar nekako tu, prija mi laži mi v duši, ko zrem nazaj razrešena skrbi, neskončen dan se mi pleto spomini, dan zaradi tebe je lep in poln luči, tudi za mano bodo še svetile češnje in sonce vzhajalo bo kot je dostaj. Še bo nekdo upil moje pesmi, le malce prazen in gorak bo naj in maj. Tudi za mano bodo še svetile češnje in sonce vzhajalo bo kot je dostaj. Še bo nekdo upil moje
Pozdravljeni, moje ime je Nejša in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Radioaktivno plus. Sapa, daj zaziva glas, kot glas je z preprostih sanj. Vsak komu kdaj ukrade čas, saj še svituje mrak neznan. A vsak dan, ki si prisanjaš ga po svoje, se prebudi iz negotovosti, zažari. Nosite tja, kjer so odgovori, kjer vsak po svoje tli živi. Težko je biti ta, ki da ti srce na dlan. Vsak bi imel, kar drugi ima, bil pesnik bi tujih ran. A vsak dan, ko se zaljubiš pan po svoje, se prebudi možnosti zasveti. Nosite tja, kjer so odgovori, kjer vsak po svoje tli živi. Iz negotovosti odgovori, kjer vsak po svoje tli živi. Anja Hrastovšek predstavlja tretji singl, naslovljen Vsak po svoje, za poletne radijske valove. Še nekaj novih skladb. V nadaljevanju. Ko se rosa razprši in po soli zadiši. Sestra moja, povedi za klavir. Moja kancona je glas srca. Kmalu z nami. Gregor Ravnik, ki vam pošlje sliko z morja. Glasbeni gost. Gregor Ravnik, zdravo. Živijo, lepo zdrav sem skupaj. Nazadnje sva se srečala po noči. Ja, res, že nekaj časa nazaj, ampak dnevi kar minevajo in nove pesmi nastajajo in evo, se spet slišimo. Ampak vmes je bila še ena bolj otožna skladba Le mi dva. Tako je, ja, Le mi dva je bila nekako skladba za eno našo prijateljico, ki se je zgodila ena nesrečna zgodba. Smo želeli tudi to nekako v pesem podati in izliti vsa čustva. Zdaj pa je na sporedu taka bolj poletna, da nas popelje v poletje. In to je slika z morja. Tako, slika z morja, ki je čisto frišna pred poletjem oziroma zdaj je že kar
globoko v poletju. Veš, da sedaj z celine vidim že slovensko obalo. Ja, slovensko pa tudi sosednje obale zraven. Ja, to je videti v videospotu sosednje obalo. Tako. Video je sicer bil posnet na sosednji obali, ja, tako v Italiji, tako da smo se malo odpeljali nedaleč, ampak nekaj kilometrov pa le. Je pa slika z morja umirjena poletna morska skladba. Tako, zdi se mi, da je zelo taka, tudi nastala je, no, ko sta Marko Hrvatin in Mitja Bobič bila na dopustu na morju, tam sta nekako glasbo ustvarjala in nas vse skupaj odpelje na morje, ne, tudi z besedilom, ki ga je MEF tako lepo zaokrožil, nas vse skupaj preslika na morje. Gregor, prav zanimivo je to, ko si dejal, ko sta bila Marko in Mitja na morju, pa sta oba z morja. Ja, to je res. Niti nisem pomislil, res. Bila sta nekje na hrvaški obali, no, nekaj let nazaj so šli skupaj z družbo na morje, iz morja na morje, ampak ja, drugače smo pa vsi iz morja doma. Ja, ko si omenil še MEF-a, pa itak potem tista češnjica na vrhu torte. Tako, MEF pa itak. V bistvu je tudi nekako s to skladbo napovedujem tudi moj album, ki bo išel septembra in moram reči, da je večinoma vse besedila spet prispeval Dragomir MEF, kar sem zelo vesel in počaščen in on je naš primorski biser in ga imamo kar radi in ga porabimo tudi oziroma upam, da je njemu tudi lepo delati za nas. Ker smo konec junija, potem sklepam, da je album že skoraj zaključen? Album je že skoraj zaključen, res je. Še verjetno kakšna skladba se bo dodala. Sicer večinoma smo že posneli vse instrumente in vokale večinoma snemamo v Zagrebu, pri Miro Buljenu, ki je spet producent tega albuma. Tako da, ja, tisto glavnina je že pripravljena. Bo potem album išel 14. septembra, ko nastopiš tudi v Cankarjevem domu? Tako je, 14. septembra, prav takrat nekako, oziroma verjetno kakšen dan prej, bo išel tudi album. 14. septembra pa nas čaka tisti veliki koncert, največji zame do zdaj v Cankarjevem domu v Ljubljani in seveda tudi s tem napoved albuma. Bo pa sedaj v etru tvoja ta sveža, zato Gregor, pošli nam slike z morja. Pošiljam in vi pa meni. Vročino celine. Tako. Sem Gregor Ravnik in vi poslušate Radioaktivno. Listam spomine vse zaman, lik na sliki mi je znan. Stojim na obali, zrem nebo, nekdo me je slikal kar tako. Sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tam, a manjkaš ti. Pa sem bil takrat premlad, da bi upal storiti tak korak. Danes vem, da si mi poslala znak, ga nisem znal prebrati. Vprašala si me, če sem sam, v hipu me je postalo sram, ker sem šele odkrival svet. Strah me bilo je poletet, sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tam, a manjkaš ti. Pa sem bil takrat premlad, da bi upal storiti tak korak. Danes vem, da si mi poslala znak, te nisem znal prebrati. Zdaj si ostala le spomin, na sliki te ni, le jaz stojim. Sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi,
Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Radio Aktivno Plus. Našel jo je z razpoko v srcu, je že zdavnaj nehala verjet. Skozi moklo videl je njo in podaril je cvet, pa mu treba ni bilo, a bi na svetu bilo bolj sivo. Ko se rosa razprši in po soli zadiši, od cesta do doma prijateljeva roka, udar mamin piškot, smeh sosedovih otrokov, malih nežnosti sveta. Najdem nekaj večjega, kot cel svet že spi, od skrbi on bedi, že vedno ne zna vzleteti. Poslušate mo, v njej sliši njo, kako pravi mu zalet. Ko se vreden čutiš, nekdo ob tebi je. Ko se rosa razprši in po soli zadiši, od cesta do doma prijateljeva roka, udar mamin piškot, smeh sosedovih otrokov, malih nežnosti sveta. Najdem nekaj večjega, nekaj večjega v naše gori, nekaj večjega nad nami bdi. Ko se rosa razprši in po soli zadiši, od cesta do doma prijateljeva roka, udar mamin piškot, smeh sosedovih otrokov, malih nežnosti sveta. V malih nežnosti sveta najdem nekaj večjega. Ursula Luther predstavlja skladbo Nekaj večjega, ki je poklon človeški topline. Pesem raziskuje moč sočutja, bližine in vsakdanjih malenkosti, ki pogosto pomenijo največ. Ne preslišite še. Aleksandra Meška, ki predstavlja novi singl Sestra moja. Pesem je posvečena Aleksandrovi starejši sestri Heleni, ki je preminila lani. Ko sem bil še mlajši brat, v tvojem naročju za pianinom, sem te prosil zaigraj Angelo mio, Angelo mio. To je bil dom pomladi najinih dni, moj angel varuh, to bila si ti. Sestra moja, pojdi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Sestra moja, pojdi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Tvoje roke brez moči, ni več veselja, zvokov klavirja.
a spomin se ne zgubi, tudi ko slika je brez okvirja. Nekje še sije sonce najinih dni, kjer se veselo pesem poje. Daleč nekje se sliši tvoj klavir, tam med angeli. Sestra moja, povedi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Sestra moja, povedi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Sestra moja, sestra moja, sestra moja, sestra moja, sestra moja, pojdi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Sestra moja, pojdi za klavir, zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Zaigraj mi pesem, ki si jo želim. Moje ime je Raf in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Lepo je, res mi dobro gre in polno ljubezni je moje srce. Le zdaj sem tu in le zdaj živim, ko imam te in izgubim. Ko mi težko je, le nasmehnem se, že jutri lahko v redu bo vse. Ti dajem ljubezen, jo nazaj dobim, živim kot si želim. Ne prepusti se, naj vodi te srce, lahko da prav je tako ali ne. Vem, da težko me boš razumela, to kar med nama dogaja se, ko da trenutek sva ujela. Lahko da prav je tako ali ne, ta ljubezen ne bo izbledela. Kar med nama dogaja se, kot da sanje bi doživela. Lahko da prav je tako ali ne, lahko da prav je tako ali ne. Vse kar okoli mene dogaja se, kaj drugi mislijo ne zanima me. Le zdaj sem tu in le zdaj živim, to kar dajem nazaj dobim. V življenju tako je, vedno ni lepo, a vem, da posije še sonce nad zemljo. Vse kar želim si lahko doživim, ko imam te in izgubim. Ne prepusti se, naj vodi te srce, lahko da prav je tako ali ne. Vem, da težko me boš razumela, to kar med nama dogaja se, ko da trenutek sva ujela. Lahko da prav je tako ali ne, ta ljubezen ne bo izgledela. In kar med nama dogaja se, kot da sanje bi doživela. Lahko da prav je tako ali ne, lahko da prav je tako ali ne. Prepusti se, naj vodi te srce, lahko da prav je tako ali ne. Vem, da težko me boš razumela, to kar med nama dogaja se, ko
da trenutek sva ujela, lahko da prav je tako ali ne. Ta ljubezen ne bo izgledela in kar med nama dogaja se, kot da sanje bi doživela. Lahko da prav je tako ali ne, lahko da prav je tako ali ne, lahko da prav je tako ali ne. Ravan pošilja skladbo, lahko da prav je tako ali ne. Boštjan, ki sem slišala povezal celoto, vas vabim, da se mi pridružite v torkovi oddaji. Takrat se oglasijo Pixel Perfect z albumom Konflikt. Za konec še Anton Habjan, skladba Moja kancona, ki je priredila uspešnice Ota Pesnerja. Sprehajam se po parku kot nekoč, opojni mrak prebuja se v noč. Spominjam se, kako sva srečna tu, prisigla si zvestobo drug drugemu. Danes pa sam grem preko trav, v srcu še nosim tvoj pozdrav in tole pesem pojem tebi za spomin. Moja kancona naj ti povem, da si edina, ki te ljubim zvesto še. Moja kancona naj ti povem, da ti podarjam svoje misli in srce. Moja kancona naj bo darilo nežne besede, pa povabilo. Moja kancona je glas srca, žarek ljubezni. Starajo dva. Ne skrivaj za drevesi svoj obraz, priznaj, da tvoja zmaga je poraz. Poglej še enkrat dobro mi v oči in snemi masko svojega lica si. In zaplesala bova spet preko gozdov v širni svet. Jaz pa zapel bom tole pesem za spomin.